Živjo popotnik, sva Alex in Cindy in zadnje 2 tedna se potepava po čudoviti Turčiji. Najino pot sva začela v veličastnem Istanbulu, tam sva najela avto in naredila krožno pot po Anatoliji, kjer sva si ogledala ogromno stvari. Stopila sva nazaj v čas v antičnih mestih, kot sta Efes in Pergamon, se sprehajala po snežno-belih strminah Pamukal na 40 stopinjah Celzija, seveda pa nisva izpustila tudi magične Kapadokije in poleta z balonom. Povezave do vseh preteklih vlogov najdeš v opisu videa. Danes pa te popeljeva še po kaotičnih ulicah velemesta Istanbul, kjer bova tudi sklenila najino krožno pot potovanja po Turčiji. Hejho! Dobrodošli nazaj na najinem kanalu, z vami sva Ponč pa Sonč in nadaljujemo s to divjo popotniško serijo vlogov po Turčiji. Z road tripom sva zaključila, ampak najinega potepanja in potovanja še ni konec. 2 dni bova namreč preživela še v čarobnem Istanbulu. Potepanje po ulicah Istanbula bomo začeli v Topkapi palači oziroma Sultanovi palači. To je tista najstarejša in najpomembnejša tukaj. Sama palača je ogromna, veliko ima nekih sekcij, ki jih je pač treba pogledati. Imajo pa majčkeno neumen narejen, imajo namreč samo 2 vrsti vstopnic. In sicer vstopnica za vse, ali pa vstopnica za sam en manjši del. Razlika pa 80 lir oziroma 8 evrov. Ampak so pa drage obedve, se pravi, midva sva odštela zale skoraj 60 evrov za obadva, da se bova tole pogledala. Glih tako malo heads up, da boste vedeli, da ni glih poceni šport, no. Ampak kljub ceni sva vseeno prepričana, da si bova ogromno lepega pogledala. V Topkapi palači se skriva res en kup ene zgodovine. Tukaj najdemo predmete še iz časa Otomanskega cesarstva, kakšne meče od sultanov in podobne stvari. Najdemo baje celo od Mohameda brado, tako da je neke vrste religijsko središče. Pa harem imamo tukaj, en kup enih drugih soban. Skratka, midva se bova potrudila, da bo naredila čim bolj atraktivno, pa čim bolj tudi kratko, da bo za vas čim bolj zanimivo. Vstopava v harem. To v prevodu pomeni sveti prostor, kjer ni bilo dovoljeno vsakemu vstopati. Se pravi, javnosti bi bil vstop prepovedan. Tukaj je živel sultan, njegove žene, ljubice, sorodniki, otroci in pač njegova ožja družina. Harem ima mogoče v naši kulturi majčke napačne konotacije. In sicer mi si predstavljamo, da je harem tisti del, ki je sultan hodil k svojim ljubicam, pa so imeli malo intimnih zabav, ne? Ampak v bistvu ni čisto tako. Ok, že res, da je pač z večino preživel tudi kakšno intimno noč, ker je pač le mogel dobiti otroke, ker v tistih časih je precej nekih bolezni pač razsajali in več kot je imel otrok, večja je bila možnost, da se saj en prime in postane bodoči sultan. Harem v prvi vrsti je bil namenjen izobraževanju deklet. In sicer dekleta, mlade punce so izobrazili praktično vsem, petju, plesu, pisanju, branju. Skratka, izobrazili so jih zato, da bojo nekoč lahko postale sultanove žene, oziroma vredne tega, da postanejo sultanova žena. Alex, to pa je kadilnica pa pol. Kako to misliš kadilnica? Ja, lepo je bila velika. A ja, sam za kadit. Pipe room. Pipe room. Za nama stoji auditorij oziroma po angleško audience hall. Torej, tukaj je sultan sprejemal kakšne druge vladarje ali pa svoje vizirje, da so mu povedali, kaj se kaj v kraljestvu dogaja. Je pa stavba za sprejemanje gostov zelo lep primer otomanske arhitekture kioskov. Zdaj mi si kioske bolj predstavljamo kot tam pri trafiki, ko kupaš pač en časopis, pri njih je pa to arhitekturni slog. Se pravi, posamezne take zaključene enote oziroma stavbe, ki so imele nek točno določen namen. Nekakšen fajn stol je imel, tak kraljevski razkošen. Mu je bilo vsaj udoben, če je že toliko cajta mogel sedeti. No, ne. Ampak le, če je bil pa zmatran, je še pa kar malo spat kele, ali?
koncu, na tem zadnjem dvorišču, pa imamo tudi stavbe, iz katerih je zelo lep pogled na vse vodne poti Istanbula. Nažalost, kot vidite, je vse v renovaciji, tako da ne moreva iti noter. Se bova pa sprehodila kle okoli. A ste vedeli, da je Istanbul edino mesto na svetu, ki leži kar na 2 kontinentih, Evropi in Aziji? Midva se trenutno nahajava na evropski strani, za mano pa lahko vidite azijski del mesta. Zdaj greva v prostor, ki je poln relikvij. To je nek tak svet prostor, zato pač je tudi tako, da greva v mošejo. Je pa noter v bistvu brada od Mohameda in pa njegov odtis. In pa ne vem, koliko boste kaj videli, ker je prepovedan snemati. Bova probala kaj pokazati. No, tramvaj je kar normalen, ampak zdaj pa čakava na avtobus, da prideva do Balata. Pač folk kar stoji po avtobusni, briga jih, piskajo, trobijo gor pa dol. Če bomo midva dokaj prišla danes, so pa dobra, a ne? Bo trajal. Končno sem prišla do Balata. Tole je Ponč videl na Instagramu, tiste čudovite pisane ulice in je rekel, klele moram pa nujno iti. Ampak potem sva zvedla, da v bistvu zgornje ulice so zelo avtentične, tiste ta prave istanbulske ulice. Dočim ta spoden del Balata s temi instagramable barvami, hišami gor dol, je pa res bolj sam za Instagram. Zdaj ne vem, Cindy, jaz ti toliko na postran, a ima ulica tak naklon? Tak naklon. Jaz v lifeu ne bi klele avto parkirala. To je pa... Noro. Ful gričev na taj. Balat obsega kar nekaj ulic in priporočava vam, da se malce izgubite v njem. Po eni strani boste doživeli tisto pristno turško prebivalstvo ob svojih vsakodnevnih opravilih ali pa otroke, ki se igrajo po ulicah. Po drugi strani pa nikoli ne veš, kakšno cool lokacijo za Instagram fotko odkriješ. Če smo že ravno pri Instagramu, v Balatu boste našli tudi te dokaj znane barvaste stopnice in dežnike. Ice cream shop, ice cream very nice, very good. Place, good place. A te malo nategni? Good place. What is this? Place. Thank you. What is your name? Cindy. Cindy. Where are you from? Slovenija. Okay, thank you. Okay. Ja, ni čuden, da se lahko takole igrajo s tem sladoledom. To je kači gumi, le koliko se vleče. Ne vem, če si ti to dobro pokazal, da bi mesto pokazal. Kači gumi. Sam došel, pa sam pa vesel. Ja. Nahajava se na glavnem trgu tukaj v centru Istanbula. Za mano stoji modra mošeja. Zdaj noter si jo ne bova šla pogledat, ker jo trenutno ravno renovirajo in sva zvedla, da jo pač ne doživiš v taki veličini, kot bi jo mogel. Greva si pa pogledat Hago Sofijo, ki je pred nama. Stavba za mano neke posebne najave ne potrebuje. Gre verjetno za najbolj ikonično stavbo Carigrada oziroma Istanbula, slavna Hagi Sofija. Včasih je bila to največja stavba na svetu.
skozi zgodovino pa je služila več različnim namenom. Kar vas večina mogoče ne ve, je to, da Hagia Sophia ni bila postavljena kot mošeja, ampak so jo postavili kristjani in je sprva služila kot cerkev. Potem, ko so Otomani zavzeli takratni Konstantinopel, so dali zgraditi te dodatne minarete in samo stvar spremenili v mošejo. Za časa Ataturka je zopet doživela novo vlogo in sicer kot muzej in tako je veljalo vse do prejšnjega leta, ko je nastopila nova, konzervativna vlada in so ji namembno zopet spremenili nazaj v mošejo. Je pa zanimivo, da čeprav je Hagia Sophia v bistvu služila več različnim vladarjem, več različnim veram, noben ni nič rušil. Vsi so nekako spoštovali samo arhitekturo, spreminjali so samo manjše dele. Tako naprimer so Otomani, ko so zavzeli od kristjanov, samo nekako pospravili njihov oltar, usmerjali in postavili tepihe proti Meki in jo naprej uporabljali kot mošejo. In verjetno je to tudi razlog, zakaj se je do danes tako lepo ohranilo vse skupaj. Malo smo se oblekali, pa malo smo se slekali. Ja, čeveljčke se zud. Imava posebej štufe samo za v mošeje. A so dva bosonogota? Bosonogota. Spet mi je Ponč najdel par za štufke. Jaz sicer ne vem, ko je bilo prej, ko je bil to muzej, a je bila vstopnina ali ne, si predstavljam, da je bila, ampak je pa potem ena dobra stran tega, da je to zdaj mošeja to, da je pač zastonj, a ne? Sam pa nenormalno ljudi. Nenormalno ljudi. Pa vse smrdi tako lepo, po štufkih. Po nogah, ja. Ne vem, če sem prej glih dobro povedal. V glavnem, ne da so oltar odstranili, ampak so ga delno zamaknili, ker prej, ne vem, koliko se vidi s posnetka, mogel bi biti pocentriran na sredini. Je pa malenko zamaknen in zamaknen je zato, da gleda direktno proti Meki, ker pač muslimani molijo vedno v smeri Meke. Cel potovanje je bilo v redu, cel potovanje ene kapljice dežja. Zdaj se je pa ulilka pri norcih, malo imamo nevihto. Ja, imava midva srečo. Ej, cel potovanje sem v ruzaku nosila pelerino s sabo. Danes pa nimam ruzaka. Ni predaje, ni umika, a ne? Mene nam bendež ustavil, jaz grem naprej. Pojva. Če začne padati dež, se boš pač znajdet, a ne? Kva pa, dobro, da me Ben ne pozna. Patica. Pa tole ni riž, tole je ješprenj. Ok, najprej moramo nekaj priznati. Vse informacije, ki ste jih danes slišali v vlogu, jih niso ne pogooglala, ne prebrala na tablah, ampak so jih dobila direktno od domačinke. Na vsakem potovanju namreč spoznaš ponavadi en kup enih fejst ljudi. No, to potovanje ni bilo nič drugačno. Kontaktirala naju je Eva, to je slovenska youtuberka, ki že 10 let živi v Turčiji. Včeraj, takoj, ko smo prišla v Istanbul, naju je Eva sprejela in skupaj smo se odpravili na večerjo. Tam nama je predala kar nekaj koristnih informacij in pa napotkov za raziskovanje Carigrada. Dajmo si pogledati, kako je to izgledalo. Merhaba! 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 Mi tukaj že takole prav prijetno klepetamo že zadnje 2 urci, ful se imamo fajn, pa sva rekla, da vam zdaj predstavlja Evo. Kot sem omenila, Eva je tudi youtuberka in pač Slovenka, ki živi v Istanbulu že koliko cajta? V Istanbulu bo, mislim, da zdaj 4. leto. Četrto leto v Turčiji, pa? V Turčiji sem pa že čisto turška. 10 let bo, ja, 10 let je točno letos. Prav, daj nam malo več povej, v bistvu, ko si sploh pristala tukaj v Turčiji. Zanimiva zgodba. Malo drugačna mogoče, kot bi kdo pričakoval, ampak ja, moja zgodba se je začela v bistvu, jaz sem prišla v Turčijo delati.
delati kot turistična vodička in potem seveda se je moja zgodba razvila v to, da sem spoznala mojega takrat turškega fanta, ki je danes moj mož. In seveda najprej sva bila na bolj turističnem območju na jugu Turčije, v Alaniji, v mestu Alanya, ki spada pod Antalijsko provinco, in potem čez 6 let sva se midva preselila v Istanbul. V glavnem veste, da mi ne moremo brez tega, da ne bi bilo tudi za vas zanimiv, pa da ne bi vi nekaj od tega odnesli. Tako da, koga bolj vprašati, kaj si pogledati v Istanbulu, kot nekoga, ki živi tu. Tako da, Eva, da nam povej, če si v Istanbulu, kaj je tisti must si, ko si tukaj? Zdaj si me pa najbolj težko vprašanje. Zakaj? A veš zakaj? Zato, ker tebe mogoče zanima kaj drugega, kot pa mene zanima. Ampak vseeno, no. Recimo, če te zanima zgodovina Istanbula, če želiš videti tisto veličastnost, ki jo opisujejo v turških serijah, a ne, in če bereš kakšne knjige o otomanskih... Ne berem nič, ne vem. No pa vseeno, če boš kdaj slišal kaj o otomanskih sultanih, potem je to definitivno okrožje Sultan Ahmed, kjer mislim, da tudi vidva stanujeta zdaj. Tam spiva, ja? A tam spiva? Ja, Pa še vene. no, Sultan Ahmed je območje, kjer imaš na enem kupu čisto vse znamenitosti. Hagia Sofia, Topkapi palača, Modra mošeja, čeprav jaz bi na mestu Modre mošeje raje priporočala Sulejmanije mošejo, ker Sulejmanija mošeja je v bistvu na enem hribčku navzgor in ima takšen krasen razgled in po dnevi in po noči. In včeraj nisva čisto verjela, da ima Istanbul res 7 hribov. Zdaj sva se pa prav od hotela spustila fajn dol in gor na nov grič, tako da sva prav malo zadihana. Po Ivinem nasvetu so se odločila, da si greva tegale Sulejmanija tudi dejansko pogledati. Tako da so zdaj pristopicala do tele mošeje, se vam večkrat ogledala okoliš, ki je tako res kar impresivno vse skupaj, pa va šla pa verjetno še večkrat noter pokukati. Skriva pa v ozadju tale mošeja eno ful dobro zgodbo o uspehu, tako da če rabite malo motivacije, zdaj poslušajte. In sicer, kdo jo je ustvaril? Arhitekt Sinani. Kaj pri njemu toliko zanimivega? On je res ena una zgodba. Začeli smo pri podnu, zdaj smo pa tle. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. In sicer, ja, bil je zelo reven, oziroma njegova družina je bila zelo revna, šel je delati k vojakom in v bistvu pri vojakih so nekako spoznali njegovo žilico za arhitekturo, ki jim je pomagal neke te mostove čez reke graditi in podobne stvari. V glavnem, ja, pri njemu so prepoznali ta talent in so ga poslali na učne ure oziroma v študijih samemu sultanu na dvor. Tam se je izobraževal, izpilil in na koncu je pristal kot glavni arhitekt sultana. Če to ni zgodba o uspehu, pa ne vem, kva je. Ni pa to edina mošeja, ki jo je zgradil tukaj v Istanbulu. Če sva si prav zapomnila odeve, je zgradil tudi mošeji Lune in pa Sonca. Posvečeni pa sta njegovi neuslišani ljubezni. Zakaj neuslišali? Tip se je zaljubil v sultanovo hčerko, pač ko je bil že malo starejši moški, ona pa ful mlada, tako da ja, bog je, veš. Ponč je prišel totalno nepripravljen za mošejo. A dej. Zdaj so ga pa v kikalico oblekali. Včeraj sem vse sabo, ko sva šla v Hago Sofijo, tam sem pa pozabil, ko sem že vse v kovček spakiral, ko greva tam. V kikalico smo ga dali. Hej, ni, hej. Haga Sofija je bila tako netipična mošeja, glede na to, da je bila včasih cerkev, da sva rekla, morava iti vsaj še eno ta pravo mošejo pogledati. Tukaj zraven imamo enega ruskega vodiča. Zdaj, ta ruščina je glih toliko slična, da mogoče kakšno besedo vmes ujameš, pa se mogoče lahko kaj zinterpretiraš. V glavnem, če sem jaz njega prav zastopil, zdaj glih razlaga, da hvala Bogu za elektriko, ker v bistvu vse te luči, ki so okoli nas, so bile včasih sveče. In pri tolikih svečih, na toliko pa toliko let, ki se je ta dim dvigal in nabiral v bistvu pod kupole, je začel kvariti v bistvu freske in vse te stvari in da je bil to kar velik problem. Upam, da se jaz to prav interpretiral, vsaj logičen je.
Je pa Sinan iz vojske pridobil še eno mentaliteto, ki je ključno vplivala na njegov slog gradnje. In sicer značilno za njegove zgradbe je, da niso smele biti le lepe, pač pa tudi funkcionalne. Tako je bila Sulejmanijeva mošeja med drugim tudi dom bolnici, medrasam oziroma njihovim šolam, karavanseraju, hamamu in različnim trgovinam. Zavedal se je dolgoročnosti svojih storitev, zato je tudi med drugim uporabljal poseben cement in temelje, ki so bili sposobni vzdržati potrese. Vendarle se Istanbul nahaja med dvema kontinentoma in potresi na tem območju niso redkost. To je tudi en večjih razlogov, zakaj je toliko njegovih stavb preživelo vsa ta stoletja. Pa pojdimo nazaj Hevi in poglejmo še, kakšne nasvete ima za vse nas popotnike. Ok, za vse, ki radi šopingirate. Ajde, recimo, Turčija je znana, oziroma Istanbul je znan po tem, da ima ogromno shopping centrov, da ima ogromno trgovin, da so poceni trgovine. Evo, shopping area oziroma shopping okrožje je okrožje Taksim, Istiklal ulica. Ali pa še boljše Dževahir AVM, to pomeni Dževahir shopping center. Ampak Eva, kje pa jaz lahko Kemala srečam? Ja, Kemala, navadnega Kemala na vsaki ulici, ampak onega Kemala, ki ga vsi poznajo, pa srečaš v bolj elitnih predelih Istanbula. Tako ob Bosporju malo navzgor. Predel Bebek je znan po tem, da tam živijo sami zvezdniki, sami igralci. Pa če se sprehodite v shopping center Istinje, tam jih ponavadi največkrat ujamejo v kader. Odlično. No, toliko za piko odred. Zdaj, če vas kaj več o Turčiji zanima, je Eva pravi naslov za to. Kakor sva rekla, ona je tudi youtuberka, sem vam bo tle nek zdaj izpisal tudi njen YouTube kanal. Skratka, če vas zanimajo kakšne ideje za izlet tukaj v Turčiji, če bi se rad malo turšk naučili, skratka, vse, kar je povezan s Turčijo, najdete pa Evi. No, tele prevozi tukaj v Istanbulu so pa tako, kot se pač prevozniku zazdi. Zdaj sva štopala tale yellow cab, ta taksi, in v bistvu ta prvi taksi nama je rekel, meni se kaj ne da, jaz kaj ne grem, adijo. Preveč je gužve, ne grem jaz do tja. In je šel naprej. Tako da v bistvu lahko pač štopaš naslednji taksi in upaš, da te bo naslednji taksi odpeljal na cilj, ker pač kakor se jim zazdi. Lahko te pele, lahko te pa ne. Ker največja fora, naslednji taksi, ki pride, ja, no problem, da je peljal, mene gužve, nič. Tako da dejansko se sam pač ni dal. Lahko pa na tem mestu poveva eno zanimivost. In sicer mošeje so poimenovane po sultanih, ki so jih dali postaviti. Tako da v bistvu Sulejmanijeva mošeja pomeni, da jo je dal postaviti Sulejman Veliki v tem primeru. Drugače pa zelo podobno kot v Rimu, ki je bil zgrajen na 7 gričih. Tudi okrožje Sultan Ahmed ima 7 gričev in vsak grič ima svojo mošejo. Od Bosporske užine naprej je znano, da je veliko rib. In tukaj v bistvu na mostu Galata ribiči vsak dan, čez cel dan lovijo ribe. Iz tega se je rodila tudi ena taka zanimiva ulična jed, street food, nek sendvič, ribi sendvič. In sicer ribo ti pač popečejo na žaru, vržejo ima 2 kruha, zdaj pa jej. Tudi midva se niso mogla upreti in so šla kar na eno porcijo. Jaz pa ne vem, če danes s tabo spal. Koliko je tle noč čebule? Riba v 2 kruhih, to je to. Sploh nismo vedela, pod mostom je v bistvu še en most oziroma taka cestica z restauracijo. Nora, sploh nismo vedela. Tako je, na 20 je ena za drugo, pa vsi te vabijo noter jest ribe. Po srečanju z Evo sem si kar vzela tole nakupovalno ulico, da prideva do Galata Towerja in potem greva spat v hotel. In tole je čist noro, toliko ljudi, pa je, da jih je še malo za pač ta cejt. Poleg tega vse štacune so še zmeraj odprte.
odprte, ura je 9:30 zvečer, pa pač nima veze res, kot da smo prišli v en drug svet, ponavadi ob 9 zvečer že vse spal. Tukaj pa prava norišenca, sploh ne moramo verjeti res. Shopping ulice pa pridete do Galata Towerja. Midva sva rekla, da si ga pogledava kar zdaj zvečer, ker jutri se v ta del mesta ne bova več vračala. Galata Tower iz latinščine prevedeno pomeni Kristusov stol. Zdaj, midva se nam sicer ne bova povzpenjala, zaradi tega, ker smo bili zdaj že v kavarni in so videla dosti lep razgled, je pa glih to posebnost te Galate. Prvič je zelo imeniten po svoji postavi, po svojem izgledu in največ ljudi v bistvu pride sem zato, da se povzpne nanj in da z njega ozre lepo, v bistvu imajo lepe razglede na samo mesto. Edina ena opombica, znate se majčkeno načakati, baje so čakalne vrste tudi do 45 minut, da pridete na vrh gor. Tole je najin zadnji dan oziroma zadnjo jutro tukaj v Istanbulu in verjetno ste nekaj pogrešali v tem vlogu. Seveda ne moreš iti iz Istanbula, ne da pobiskal veliki bazar, Grand Bazar, in tja se zelo odpravljava. Mislim, se midva sva taka svetovna popotnika, ne? Ampak se tudi nama včasih zgodi, da majčkeno zalutava in ja, no, tle so šla malo kepa, sem pa gor pa dol, ampak dobro, lej, konc koncev na koncu prišla do glavnega vhoda za bazar. Bazar gre za tržnico ali pač pokrito tržnico, kjer lahko kupite vse vrste blaga, kažem srce, ko živi. Tudi bitcoine. Tudi bitcoine. Ne, sem to pa res, pač vse so pričakovali, da se marsikaj da kupiti, ampak kaj takega pa ne, očitno so oni veliko bolj napredni kot mi, kaj jaz vem. Noro, no. Slišala sva, da na Grand Bazarju dobite najbolj ugodni tečaj za zamenjati evre v lire. No, midva tukaj, glede na to, da zaključujeva najino potovanje tukaj, ne bova menjala denarja, sva pa dobila zelo, zelo ugoden tečaj pri raznih trgovcih, recimo v trgovinah ali pa v kakšnih hotelih, kjer so nama pač to tudi zamenjali. Zdaj, v menjalnicah pa je bil res tečaj zelo, zelo slab. Jaz se nisem predstavljal, da je to toliko velik. Tlele se takole zgubiš, ker to je tak labirint, da jaz pa ne vem, koga bom prišla. Bova že najdla izhod. Hello, hello. Good, good. Yes, fix it. Did you like it? Yeah, what's the price? It's $1 million. 1 million? No, 1 Not big money. 1 million lira, right? Lira, okay. 1 million. No, but bit pricey. How much? Tell me. 20 lira. Oh my God. 20 lira, no. Not 20 euro. 20 euro. 20 euro? Okay, lady? 15. 15. No. 10 lira. 10 euro. 10 euro, no. No. 17. Ne kadar usta? 5 lira. 15 euro. Yes. Cash. Cash and go. Okay. Okay. Okay, before you go down in the comment section saying my English sucks, I just want to emphasize that my English is much better than in the video. It was just for the show. It brings authenticity to the video. Tukaj v Grand Bazarju se ustavlja v eni izmed teh štacunc, v glavnem kupujeva kavo in imajo toliko na izbiro, da sva rekla, da je treba najprej probati. Degustirava zdaj razliko med turško kavo, otomansko kavo in pa kavico z okusom. Čeprav ta s pistacijo mi čisto huda. Ja, huda je. Nama je ponudil tukaj še lokum
Lokum? Yes. Lokum. Turkish lokum, English, Turkish light. Aha. Turkish light. Se pravi indijska oziroma turška sladica. Činkalo binkalo. Činkalo binkalo. Želeja s to malo. Ful, ne bom. Ampak ima pa zelo po granatemu jabolku okus. Naj je pa zelo presenetilo eno dejstvo. Od več domačinov sva zvedla, da cene na Grand Bazarju definitivno niso najbolj ugodne. Več ali manj na Grand Bazar zahajajo turisti in tukaj boste v bistvu lokalcev zelo malo videli. So pa te okoliške štacune, okoli in okoli Grand Bazarja jih boste najdel polhan, kjer prav tako prodajajo čisto vse za polovico nižjo ceno. V glavnem, če mislite tlele v Turčiji oziroma v Istanbulu kaj kupovati, kjerkoli ulica, ki je ene 2, 3, 4 ulice stran od Grand Bazarja, je veliko boljša naložba, kakor da kupujete tukaj. Ne moreš pa domov brez da probaš turške sladice. Zdaj probavava suho posušeno baklavo, ko v bistvu zdrži ful cajta. Ni tista namočena, pa je ful dobra. To take this one also. I am getting ready to cut you. Ah, no. You are not good enough to her. You are not very nice gentleman. I will cut your one finger, then you will remember. Ko kupujete lokum, je zelo pomemben, kje ga kupujete. Na Grand Bazarju se vam sigurno ne splača. Tam so zelo želejaste, tudi oreščki, vprašanje, če boste sploh ta prave dobili. Pač ne dajejo not pistacije, ker to je dražji, dajejo kakšne ala rašide, oziroma kar je še slabi, mogoče čičiriko. This is special pistachios, double roasted with lemon salt, non-salty, using this pistachios in the production of the Turkish delight. Taking video. To je pa res okusen. Ful. Majo. Dvojno pečeni, soljeni in samo take se potem pravilno uporablja v lokumih. Skratka, da pridem nazaj. Zberite se res majčkeno bolj ob krajih, ker vam bojo dali v bistvu ta pravi med, ta prave oreščke noter, take kakor grejo, ker naredi ogromno razliko v okusu. Sicer je malenkost dražji, ampak boste saj imeli ta pravo izkušnjo z lokumom. Lokumi so tudi nekako 3 vrst, se pravi, imaš te čisto osnovne, ker je v bistvu samo želej pa cukor, tega se izogibate, pa pridemo do ta pravih. Te so original, se pravi, zaviti z kremo, z oreščki in tem stvarem, ampak zelo sladki, ker je zraven med. Spodnje, te, ki so take zelo tenke rolice, nimajo dodanega sladkorja, sladkor, ki je noter, je od oreščkov oziroma od sadja, če je dodan zraven. Majčkeno bolj lahkotni, kakor te, tako da izberite tisto, kar vam mogoče bolj paše. Tole je pa težko, kot hudič. Ampak dober. V glavnem, če koga zanima, kje sva midva kupovala, bom tlele spodaj napisal ime, ker se ga itak nam zapolnil. Sama ta izložba pa zgleda približno tako, kot vidite v ozadju. Prišla sva do ogromnega novega istanbulskega letališča, odkoder se odpravljava proti domu. Zdaj čisto ena informacija, če boste kadarkoli leteli od tukaj ali pa pač iz tukaj. Ta letališče je res čist nov in metroja do sem še ni nažalost. Oziroma ga ravno kar gradijo. Verjameva, da bo zelo hitro zgrajen, ker so zelo pridni in v bistvu potreba po njemu je zelo velika. Trenutno imate za izhod iz letališča 2 opcije. Ena je shuttle bus, ki sva ga tudi midva vzela, ko sva šla v Istanbul. Druga opcija pa je taksi, ki načeloma sploh ni toliko drag, kakor bi si človek predstavljal. To sva ugotovila zdaj, ko sva iz hotela do letališča vzela kar taksi, ker malo se nama ni dal hecati čez telimi avtobusi, pa glede na to, kakšno slabo izkušnjo sva imela na poti do Istanbula, sva rekla, leta pa res ne smejo zamuditi, dajva vzeti raje taksi. Mislim, da sva sicer res dobila unga na bolj nizki strani oziroma na cenejši strani, dala so namreč samo 16 € za skoraj 1 uro vožnje. Prav, ja, 45 km. Drugač neka normalna cena do Istanbula oziroma do novega letališča je pa nekje od 16 do 25 €, odvisno od gužve. Samo toliko, da imate malo glav. Obvezno pa rečete taksistu, da ne vklop taksimeter. Potepanje po Turčiji je prišlo k koncu.
Čist prehiter, prevelika tale Turčija. Pa čist premalo cajta za vse. V Turčijo se bova zagotovo še vrnila. Če vam je bila tale popotniška serija po Turčiji všeč, dajte stisniti tisto všeček, nama res veliko pomeni. Seveda pa tudi naročite se na najin kanal, da ne boste zamudili naslednjega potovanja. Un gumb, tardeč, naroči se, je zastonj, pa nič ne grize. Pa dajte napisati v komentar, kaj iz Turčije, kaj na najinem road tripu vam je bilo najbolj všeč. Zdaj pa še zadnjič. Gule, gule! I will put out all